Beletrina v živo. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spoštovane in spoštovani popotniki po svetovnem spletu, dobrodošli na spletnem mestu Beletrine v živo. V tokratni epizodi se bomo pogovarjali o izjemno zanimivi in aktualni knjigi ameriškega zgodovinarja Alana Mikaila z naslovom Božja senca in pod naslovom Sultan Selim, njegov Osmanski imperij in nastanek novoveškega sveta. Delo je aktualno, ker nam pomaga razumeti temelje, na katerih se moderna Turčija danes ponovno vzpostavlja kot regionalna in svetovna sila, brez katere se vsaj v regiji ne zgodi veliko, če sploh kaj. Razumeti pot, ki jo je Osmanski imperij opravil od zavzetja Konstantinopla leta 1453 do vzpostavitve Kemalistične republike po prvi svetovni vojni, nam bo pomagal slovenski zgodovinar Igor Grdina. Spoštovani profesor, dobrodošli in hvala, da ste si vzeli čas. Pozdravljeni. Profesor Grdina, zakaj razmišljanje o turškem sultanu izpred nekaj stoletij pametno početje za današnjo rabo? Kaj se iz tega procesa, ki se je končal z vznikom tistega, čemu smo kasneje rekli Osmanski imperij, kakšen nauk iz turške zgodovine v srednjem veku lahko uporabimo za današnjo rabo? Na vprašanje, zakaj, je vedno silno težko odgovoriti. Torej, zgodovina bolj odgovarja na vprašanja, kako. Kako se je kaj zgodilo. No, pa vendarle tudi na zakaj ni čisto neodgovorljivo. Gre pa za to, da se v določenem okolju zakoreninijo eni obrazci preživetja, kadriranja, potem nekaj postane v nekem civilizacijskem ali kulturnem krogu običajno, kar je v sosednjem že silno čudno. Zdaj seveda, če sprašujemo za Turčijo, je zanimiva seveda zato, ker je to pravzaprav zadnji veliki imperij, ki je imel središče ob Sredozemlju. Torej, tu, kjer se je pač od začetkov civilizacije pravzaprav te največje tvorbe pojavljale, torej od Mezopotamije, nekje, pa potem seveda Perzijski imperij, torej imperializem gotovo ni zahodnjaški pojav. Grčija se pravzaprav oblikuje v spopadu z imperijem, torej grška polis. In seveda potem rimski svet, in zdaj, če gledamo tako to, recimo civilizacijsko puščico zahodnega sveta, gre od Mezopotamije v Sredozemlje, na Atlantik in zdaj le nekje je seveda na Pacifiku, kjer se pa seveda res združi z drugim civilizacijskim tem prasrediščem, to je pravzaprav Kitajska. In seveda Indijska podcelina je pa tudi nekaj podobnega, tam so tudi od vsega začetka izpričane civilizacije, seveda neke pomembne, ne vedno države, ampak bi rekel, civilizacijske tvorbe, ki so vplivali na svet. Torej, Indija recimo s svojo sijajno matematiko, potem seveda Kitajska, ki pa je v nekem trenutku ugotovila, da pravzaprav kamorkoli so Kitajci prišli, niso našli nič imenitnejšega, česar bi že ne imeli. In so napravili pač sklep, da od zunanjega sveta ničesar ne potrebuje in so zaprli. Tukaj bi vam skočil besedo z vprašanjem. Namreč zanimiv podatek v uvodu v knjigo. Avtor zapiše, da je v tistem obdobju Osmanski imperij v Evropi posedoval več ozemlja kot večina evropskih držav. In da bi bila v tistem času, če bi stavili, kdo bo zavojeval svet, bi bila zmagovalna stava ad 1 na Kitajce, ad 2 na Turke oziroma Osmanski imperij. Kot vemo, je zgodovina ubrala drugo pot in so to počeli
Španci, Angleži, Francozi, v manjši meri Nemci, Nizozemci, Belgijci in tako naprej, ne pa Turki ali Kitajci. Pa me zanima, kaj se je pravzaprav zgodilo. Dobro, rekli ste, Kitajci, kamorkoli so prišli, so ugotovili, da vse že imajo doma in da ni potrebe, da hodijo na tuje. Kaj se je zgodilo s Turki? Ampak to so ugotovili seveda tam kaj v 15. stoletju, ne, in v tedanjem stanju sveta, kamor so pač prišli, ne, in prišli so, to vemo, ne, čez Pacifik, nekaj ti so ostanki kakšne džunke najdeni, ne, na zahodni obali Združenih držav, ne, potem vemo, da so prišli do afriških vzhodnih obal, kajti v kitajski umetnosti najdemo, ne, tudi upodobljeno žirafo, ne, ki je pa seveda v Afriki, ne. Zdaj, malce moram še nadaljevati, malce ste neučakani, bi rekel, ne, jaz pa malce epski, ne. Gre preprosto za to, ne, da se je turški imperij širil na področju, kjer so bile takšne tvorbe že običajne, ne. Torej, če gremo gledati skozi zgodovino, bi turški imperij bil res najbližji rimskemu, ne. Ne čisto po obsegu, ampak vendarle potem, ne, da iz nekega zelo majhnega prostora, tukaj nekega majhnega, torej osmanskega sultanata, narase, kot bi dejal Kosevski, stvar velika in slavna, ne. To je zelo, zelo podobno, tipološko podobno kot Rim, ne, ker pač pravzaprav iz nekega majhnega območja nastane potem svetovna država, ne, in tipološko gre turški imperij seveda zelo podobno pot. Zdaj, tukaj bi pa že lahko našli del razlogov za to, kar ste zdajle vprašali, ne. Torej, turški imperij je na neki način hodil enako pot kot prejšnji imperiji. Zagledal se je v tiste dele sveta, ki so jih že Rimljani opazili. Še bolj točno vzhodni Rim, ne, kajti turški imperij je zdaj v času Selima I. postal nekakšen vnovični Bizanc, ne, torej, ampak tisti justinijanski Bizanc skorajda, ne, v času justinijanske rekonkviste, ne, torej tudi osvajan proti zahodu, samo Italija in tisti del Španije, pravzaprav, ki je bil Justinijanov, je še manjkal, ne, ampak zato pa je bila Mezopotamija, ne, torej v tem Selimovem imperiju. Zdaj, njegov sin, ne, torej naslednik Sulejman, je pa še v Evropi, torej, razsul ogrsko, ne, to se pravi, da je še to zadnjo stepo v smeri, torej v tem evrazijskem prostoru, zadnjo stepo v smeri zahoda osvojil, ne, torej, tam, kjer so tudi Rimljani naredili glavno napako, ker si tega prostora niso podredili in so potem seveda Huni imeli tukaj izvrstno oporišče, bližnje oporišče, da so lahko zahodnorimski imperij zelo resno ogrozili, ne. Torej, Panonija je bila pa seveda neko odskočišče za Turke potem, za njihovo pot proti zahodu, ne. Ampak seveda zdaj, če se naslonim na znamenitega italijanskega zgodovinarja Guglielma Ferrera, ki je pred Spenglerjem ločil kvalitativne in kvantitativne civilizacije, ne. Torej, Spengler razlaga, ne, da pravzaprav je ta naravna pot vsake civilizacije od nečesa manjšega, ne, in potem raste to kot nek organizem, nekje pa preide v
dekadenco in v elefantizem. Ne, še vedno narašča, vendar se navznotraj izvotljuje. Ne, torej, osebno sumim, da je, ker Ferrera so prevajali, da je Spengler prebiral te misli, ne, in to pa je tisto, kar se mi zdi, recimo, en velik vprašaj pri tej knjigi, o kateri se pogovarjava, ali avtor zadosti misli na te kvalitativne premike, torej na novosti, če hočete, na to revolucijo, ki jo zahodni svet doživlja ob koncu srednjega in v začetku novega veka. Ne. Mogoče smo mi malce v napačni perspektivi, ker temu svetu rečemo renesansa, renesančni svet. Kajti renesansa pomeni pač nekaj vnovično rojstvo. Ne. Dejansko je šlo za rojstvo novega sveta. Ne. Torej, in kadarkoli so se tudi v srednjem veku na Zahodu ljudje sklicevali na antični svet, so v bistvu izumljali nekaj novega. Ne, če pogledamo recimo rimske gradnje, kakšne arene so ostale, ali pa srednjeveške katedrale, ne, to so bistveno različne gradnje in ja, priznajmo, ne, da katedrale bolj stojijo še kot recimo te cirkusi, ne, da rečem tako. Ne. Zdaj, tu je eno veliko vprašanje, ne, ali pa recimo začetek nekega tvornega dialoga z to knjigo, o kateri se pogovarjava. Ne. Torej, mogoče, jaz razumem to, da je avtor malce izzivalno napisal to, ne, da bi 1600 on stavil, ne na Evropo, ne, ampak seveda, ne, avtor dela v zahodnem svetu, v srcu, ne, in na neki način se mi zdi, da je kar naravno, da če hoče promovirati nek drugačen pogled, da mora malce tudi šokirati. Sam mislim, da pri letnici 1600 je pa že malce pozno, kaj te strukturne slabosti te sultanske Turčije so bile takrat že očitne. Ne? Recimo, bitka pri Lepantu, ne? Kjer je ena pravzaprav ne ravno močna koalicija, ampak torej neka sestavljena struktura premagala enotno, ne, torej Turčijo. Ne, Turki so res rekli potem Benečanom, ne, da vi ste nam brado izpulili, medtem ko smo vam mi iztrgali roko, ko smo vam Kreto iztrgali. Ne. Ampak koliko časa so potrebovali Turki, da so Beneški republiki iztrgali Kreto. Ne, zdaj, če pogledate zaledje Beneške republike, ne, to terra firma, ne, ki je tu v severni Italiji, to ni ravno nekaj velikega, potem Dalmacija, tudi to niso neki veliki resursi, ne, in zdaj se Turčija zelo dolgo muči s tem, da takšni državi, ki je v tistih merilih že postaja manj pomembna, da iztrga torej Kreto, ko pa recimo Španija, vemo, kaj počenja takrat. Ne. Torej, je zgradila imperij prvi imperij, kjer sonce nikoli ni zašlo, in bolj, ko se je pridružila še Portugalsko, je seveda še to toliko bolj jasno, ne, z vsemi kolonijami. Ne. Seveda je pa tudi Španci so bili, da bom rekel tako po domače, vsemi žavbami namazali, ne, ko so se bojevali proti Azteškemu imperiju, so
tiste nezadovoljne, podjarmljene Indijance dobili na svojo stran, ne, tako da so oni tudi vodili neko koalicijo, ne, torej imperializem, ne, zahodnjaški, na prvi pogled zgleda silno enostavno, ne, pridejo ladje, izkrcajo misionarje, tam ljudje, tam, kamor pridejo misionarji, te misionarje napadejo, ne, ker se čutijo ogrožene, s tem dobi imperialist pretvezo, da pošlje potem vojake. Ne, in obrazec ni tako zelo enostaven, ker so tamkaj v bodoči Latinski Ameriki tudi imperialne tvorbe in so tudi zatirani, in tisti zatirani mogoče na Špance gledajo drugače, ne, ampak navsezadnje, če natančno beremo to knjigo, pa vidimo, da so Turki na neki način ravnali zelo podobno, ne, torej, ko so se bojevali proti komu, so našli neko zapostavljeno prebivalstvo, ki jih je sprejelo lažje njih nove gospodarje kot prejšnje gospodarje. Ne. Recimo, dosti znana je anekdota, ko sta maršal Tito in Ivo Andrić edinkrat pravzaprav se odkrito pogovarjali, to je takrat, ko je Andrić dobil Nobelovo nagrado, in je maršal Tito mislil, ne, da bo na Andrića napravil velik vtis, ko je rekel, ne, nesreča za nas, ne, torej večino jugoslovanskih narodov, je bila v tem, ne, da smo bili toliko let pod Turki. Ne. In je Andrić rekel, da je stvar veliko bolj zapletena, ne, da je Turčija takrat, ko se je širila, prinesla tudi marsikaj novega, kar je polajšalo življenje navadnim ljudem, ja, na Balkanu, pa ne samo na Balkanu, tudi drugje, ne, ker, veste, imperiji, dokler rastejo, nimajo tiste dileme potem, ko so v upadu, kako obvladovati en velikanski prostor. Kajti že obvladovanje prostora potem terja eno veliko moč. Ne? In zdaj imate dve možnosti, kako to naredite. Ali iz centra spravite v province najboljše ljudi, ampak kaj se s tem zgodi? Center peša. Ali pa najdete zaveznike v provincah, samo kaj pa je zdaj? Vsak provincialec bo nekoč vsaj poskušal postati gospodar, vsaj na svojem. Ne? Torej, to je večna dilema imperijev, ko se nehajo širiti, ne? In zapadejo praktično takoj v krizo. Ne? Ampak, ko pa rastejo, pa lahko seveda ponudijo marsikaj, česar prejšnji gospodar nekega prostora ni mogel. Ne? Torej, tu je dosti prepričljivo pokazano, ne, da je turška vladavina bila recimo versko strpnejša, ne, torej že, da so bili neislamski prebivalci zapostavljeni, ne, ampak vendarle, medtem ko so jih izganjali, ne, torej Jude, tukaj iz Španije, ne, v Osmanskem imperiju je slika precej drugačna. Ni sicer tako zelo idilična, ne, kot je naslikana v tej knjigi. Ne, saj so bili tudi poboji, ne, saj so bili, to je bilo vedno. Ne, ampak vendarle na načelni ravni je marsikdo lahko naredil tudi veliko kariero. Ne. Saj tudi Turki so se tega zavedali, ne, ko tisti elitna skupina, ne, ki se ji reče janičarji, ne, to so ljudje, ki so prišli v prestolnico od drugod. Ne, torej, pa krvni davek. To je bil mehanizem, ne, ki so ga imel za kadrovski mehanizem, zelo premišljen, ne,
To je drugače potekalo, ne, kot si predstavljamo na podlagi recimo literarnih del, ne, kjer otroke so jemali in tako dalje. Ne. Turki so se zanimali za tiste ljudi, ki so že pokazali neko nadpovprečno sposobnost. Ne. Torej, srbski zgodovinarji so recimo pokazali, ne, kako je Mehmed Paša Sokolović, ne, ki je imel seveda bližnje sorodstvo srpske pravoslavne vere, ne, in potem srpska pravoslavna cerkev doživi kar nek razcvet, ne, torej Mehmed Paša tudi ne pozabi, ne, na to, odkot prihaja, pripelje gradnje, ne, torej za razliko od recimo ministrov vseh evropskih držav, ampak posebej slovenskih, ki pozabijo odkot, da so pa nič za svoje kraje ne naredijo. Ne. Torej, to je zelo premišljen sistem, da odberejo najboljše ljudi, ne, in na koncu koncev tudi zvit, ne, kajti nekdo, ki pride iz province v center, se nima nikogar drugega kot sultana, da mu je zvest. Ja. Veste, kaj me zanima? Če preskočiva zdaj par stoletij, nič več kot par stoletij preskočiva, ne? Pa se vprašava, o kom govorimo danes, ko govorimo o Selimovih oziroma osmanskih dedičih. Govorimo o Turkih, sedaj govorimo o Erdoganu, ne? Do neke mere. A govorimo o Turkih, ne? Govorimo se pravi strukturno gledano, o kom govorimo, ko govorimo o nekom, ki izziva Zahod. Ja, Kitajci, Turki, Iranci, kdo še? Kdo? Rusi poskušajo, ampak, no, in kdo so? Ampak, poglejte, ne, Rusov je pravzaprav najmanj od vseh teh, ne, to vas verjetno preseneča, ampak poglejte turško situacijo, ne, Turčija ima svojih tam 60 do 80 milijonov, pa Irancev je 85. Potem imate turška ljudstva v Srednji Aziji, ne, torej Azere, ne, torej v Azerbajdžanu, potem Turkmene, ne, to so zelo bližnji sorodniki, in potem še v Srednja Azija, ne, in danes seveda poteka velik boj, kdo bo Srednjo Azijo pravzaprav vladal, ne, in tukaj imate 80 milijonov Turkov zelo dobre možnosti zaradi seveda etnične sorodnosti, ne, z temi ljudstvi, ki so tam. Ne, Kitajci imajo pač neke druge možnosti, ne, torej, ker so pač gospodarsko mnogo uspešnejši kot Turki, ampak tudi Turki niso neuspešni, ne. Torej, najmanj možnosti imajo Rusi, ne, ker so versko drugačni in njihovo število prebivalstva se manjša. Tehnološka sposobnost je žalostna, ne, torej iz preprostega razloga, ker so pač prodajali in še kanijo prodajati svoje naravne vire in mislijo, da tehnologija zaspali so, preprosto zaspali so. Ne, in seveda zdaj v taki perspektivi je pa Turčija seveda neka res velika sila in bi ji lahko napovedovala oba sjajno prihodnost, ne, tako, ampak če bi to zdaj naredila, bi izgledala kot avtor knjige za 1600. Za leto 1600. Kajti tudi Iran ni sila, ki bi jo bilo spregledati, predvsem pa je še tukaj velika uspenjajoča sila, ki jo velikokrat spregledujemo, Indija, ne. Torej, Indija, ki je 1976. leta še imela zadnjo veliko lakoto. Ne, torej, ljudje so umirali od lakote 1976. leta, od takrat do danes, ne, je Indija postala nekaj popolnoma drugačnega. Ima seveda velikanske razvojne probleme, ampak je na polovici moči Kitajske, ne? Torej, tu res nastaja nov svet, ne? In zdaj dragocenost te knjige je, da zdaj bomo rekli demontaža
zahodnocentrističnega pogleda ali pa vsaj problematizacija tega načina razmišljanja, ne, to je gotovo dragoceno, ne, ampak seveda ostaja pa vprašanje, ne, paralel. Zdaj, ne bodimo prepričani, da se ljudje iz zgodovine kaj veliko naučijo. Ne? Lahko smo prepričani, da se ne. Bedaki. Ampak, veste, kdor pa ve, se pa nauči vsaj tega, da tisto, kar se je in kakor se je zgodilo, se ne bo več zgodilo, da pa seveda človeška narava ni tako zelo drugačna, kot je bila recimo v Selimovih časih. Ne? No, vsezadnje, ne, ko gledamo samega Selima, da ne pozabimo, o čem se pogovarjava, ne? Torej, to je na en način je seveda tudi človek, ki je moral pri vzponu na prestol pokazati izjemno sposobnost. Ne? Torej, znotraj tistega kadrovskega sistema je moral biti na eni strani seveda najbolj neusmiljen do sorodnikov, najbližji. On ni bil rojen, on ni bil predestiniran z rojstvom za to mesto, ki ga je zasedel. Ampak seveda turški sistem je bil takšen, ne, da je pač, ko je nekdo prišel na prestol, se je moral izboriti, ne, ker seveda, ne, torej, tukaj je več žena, je skupina otrok, ne, in zdaj dolgo časa je bilo pač, da je bilo treba preprosto odstraniti brate tudi, ne. Seveda, ne, torej, tako po tej Stalinovi devizi, ne, problem je človek, ni človeka, ni problema. Ne, torej, to je zelo cinično, ampak seveda na ta način se je povzpel na prestol. To, da ko je bil na prestolu, če bi vladal samo z okrutnostjo in ne upošteval, ne, tisto, kar so Rimljani rekli, justicija, ne, torej pravica, ampak tudi klemencija, torej velikodušnost, bi ne prišel daleč. Ne? In torej, tak vladar, ne, ki je Turčije z neke, recimo, anatolsko-balkanske sile pač povečal tako zelo, torej, da je zaobsegla še takrat Mezopotamijo, Egipt, dobršen del Severne Afrike in seveda, da je postal sultan kalif, ne, torej, ker Selim je bil prvi kalif in zdaj v svetu, ne, kjer so ravno tako kot v zahodnem svetu vladali predsodki, ne, torej, res je, Iranci in Arabci, ne, so bili prej islamske vere, različne ločine, ampak vendarle, torej, pravoverni, ne. Ampak se niti slučajno niso marali in se tudi danes ne. In zdaj pride še nekdo tretji, ki je, nima, torej, ko pride, ti Seldžuki, ne, res da sesujejo Iran, ampak Iran na neki način živi naprej in posrka moči večine teh Seldžukov, ne. Samo ti osmanski Turki potem korak za korakom napravijo turški imperij. Ne? Ob tem, ne, da recimo Turki pesnijo v perzijščini. Ne? Torej, Selim je pisal v perzijščini. Tako. Ja, in to pravzaprav prihaja v antologije perzijske poezije vse do danes. Ne? Torej, ampak vendarle, ne, torej, to pomeni to, čemur bi danes rekli več kulturnost, ne, torej, ker v kulturnem smislu, ne, je perzijščina in perzijska literatura prestižna. Ne. Zdaj, če pogledamo, ne, kalifat,
To so ustanovili Arabci in si zamislili strukturo, ne, torej enega poglavarja verskega in posvetnega, ne, torej enotno. Ne. Ampak tudi to Turki prevzamejo, to se pravi, imajo neko strahovito sposobnost prilagajanja, večjo kot drugi, absorbiranja in to potem nekako prekvasijo in usmerijo v rast torej svojega imperija. Ne, Evropa gre popolnoma drugačno pot. Ne, recimo za Tannenberško bitko 1410 je prečrtana možnost neke recimo teokratske države v Evropi. Potem je to samo še papeška država, ne, ampak papeška država je pravzaprav majhna, medtem ko ne, ta nemški viteški red bi pa lahko tam recimo ne, torej Litva, ne, ki je takrat segala od Baltika do Črnega morja, da bi si to viteški red podjarmal. Zdaj predstavljajte si, kakšna velika sila bi nastala, kaj bi ostalo potem na vzhodu od pravoslavnega sveta in seveda, kako bi ena takšna struktura lahko vplivala na to Evropo, ki je pa bila torej drugačna od vseh ostalih, potem ne da evropska civilizacija, kje bomo rekli, da ima središče, ne? Torej, duhovno središče v srednjem veku je v Rimu, ampak cesar je pa drugje, ne? Torej je na Nemškem, ne? Ali pa seveda, če je Friderik II. Hohenstaufac, je na jugu, ne? Torej v kraljestvu pač južno od papeške države, ne? Ampak potem se dvigne Španija, se dvigne Francija. Kdo je zdaj glavni tam v 16. stoletju v Evropi? Torej, a je res Španija? Ko pa se pokaže, da vendarle potem ne more zlomiti Francije v 17. stoletju in da Francija je tista, ki potem zmaguje, bojuje svetovno vojno v Nemčiji, ne, torej 30-letno vojno, ampak potem imamo pa vzpon Velike Britanije, Nizozemske, ne, kako so to majhne države na prvi pogled, ampak seveda to je pa tisto, ne, čemu bi rekli upoštevanje kvalitativnih dejavnikov, ne, sposobnost neke dežele, države, da se razvija, da ostaja ista v spremembi, da ima neko kontinuiteto, medtem neko, recimo, ne, islamski imperiji so pa drugačni, ne, so si podobni, Turčija je res, da določena inovacija, ampak vendarle je podobna tudi tem arabskim kalifatom, ki ni bil eden, ne. Turki so pa enotnost ohranili do konca, ne, torej potem, ko so džihad razglasili v prvi svetovni vojni, to je pravzaprav bil potem tudi konec kalifata, ne, to, če džihad ne uspe, ne, potem je jasno, da bo tudi avtoriteta tega kalifa se podrla, ne, in zdaj seveda, ne, v tej konstelaciji, ne, vendarle vidimo tu neko drugačno logiko, vendarle vidimo tukaj neko večjo zavezanost tradiciji, mogoče tradiciji, ne na ta način, da je nek navdih ali pa izhodišče stanje, ampak da je tudi na neki način cilj, ne, kajti v Turčiji, ne, v 19. stoletju, potem v začetku 20. stoletja, ne, ko vznikajo ti odbori, ko se pojavi mlado turško gibanje in tako dalje in tako naprej, ne, so to res tektonski premiki mnogo večji kot recimo revolucije v Evropi, ne, in zdaj seveda nekaj tega pa vendarle vidimo že v tem času, ne, ki je čas sprememb za Evropo, za Turčijo, za Osmanski imperij pa čas Selima pravzaprav čas naraščanja, ne, torej prostorskega večanja,
ampak to seveda pa ni isti premik, ne, kot je tukaj na zahodu. Ne. Ko smo se pripravljali na ta pogovor, sem rekla, da v letnicah ne bo preveč, ampak o eni letnici se mi zdi vendarle smiselno spregovoriti. Ne? In to je letnica 1453, ko Konstantinopel oziroma današnji Istanbul oziroma Carigrad pade v osmanske roke. Zgodovinarji to leto označujete kot začetek zatona, bom rekel, zahodnega sveta. In zdaj me zanima, spričo tega, kar opazujemo v zadnjem obdobju, Kitajska, Turčija, Rusija in tako naprej. Skratka, ta izzivanje, Indija ste omenili, zahodnega sveta, me zanima, ali lahko govorimo, če si upava pogledati v prihodnost, ali lahko govorimo o tem, da se nam približuje nekakšen novi padec Konstantinopla oziroma padec Konstantinopla 2.0. Se da o tem govoriti? Govoriti se da, ampak v to ni ravno modro verjeti. Ne. Zgodovina se res ponavlja, ne, ampak ponovi se pa ne. Torej, gre preprosto za to, da tudi enotnega zahodnega sveta je konec. Ne. Torej, pa vendarle je že v 11. stoletju bil znotraj tega zahodnega sveta en razkol. Torej, na pravoslavni in katoliški svet. Gre preprosto pač za to, da so si morali v tem prostoru, ki so ga Turki zasedli, in ki se je vsaj nekaj časa dovolj dobro pokrival s prostorom bizantinske države. Tako kristjani, kot seveda pripadniki islamske vere, da so morali izumiti nove načine sobivanja. Ali pa se seveda spopasti, ampak s tem bi postali plen res zahoda. Torej, ubrali so seveda Turki takšno pot. Je veliko vprašanje, ali lahko v svetu, torej, ko je Turčija vendarle nacionalna država, ali Turčija lahko nekaj takega popusti, nekaj ponovi. Gre preprosto za to, da je tudi Atatürkova Turčija irreverzibilen proces in da seveda verjetno Turčija lahko igra med državami neko večjo vlogo kot do sedaj, ampak da bi pa ponovila ta imperij, dokler je nacionalna država, ne bo šla. Da se razumeva, nisem mislil, da se bo ponovilo to, kar je bilo od konca 15. stoletja naprej. Mislil sem pa o koncu absolutne prevlade na vseh področjih zahodnega sveta. Kulturnem, gospodarskem, vojaškem in tako naprej. Ampak ali ni torej imperializem zahodnega sveta vendarle bil prva faza globalizacije? Okrutna, uničevalna, v marsičem herostratska. Ampak takoj, ko je tistih 2000 in še nekaj britanskih uradnikov obvladovalo Indijo, ki so jo pač obvladovali na nek način, da so tudi Indijci imeli tukaj besedo, ampak že sama moč količine, torej seveda Indijcev je bilo ogromno. In indijska podcelina je bila za britanski imperij vedno problem. Torej, zato je tudi šele v 19. stoletju Indija postala kronska kolonija, ker prej je bila tako rekoč privatna kolonija, torej vzhodnoindijske, britanske, vzhodnoindijske družbe. Zdaj, kdor v tistem času ni videl, da bo ta svet vendarle
torej kolonialni, če hočete tudi zasužnjeni svet lepega dne vstal, ni videl prav daleč. In sej so posamezni mislici, ki so to videli, sej so bili ljudje tudi na Zahodu, čeprav mogoče naivni, ki so vedno protestirali iz različnih razlogov, ne, proti kolonializmu. Ne. Spomnite se samo Bartolomeja de las Casasa, ne, torej zelo zgodaj pravzaprav proti španskemu imperiju. Ne. In tako dalje, torej ravnanje v španskem imperiju. Ne. Zdaj seveda poglejte, ne, v 19. stoletju ne pride v začetku do dekolonizacije v Južni Ameriki. Ne. Kako? S tem, da Velika Britanija podpira to, ker bi bil seveda kralj Napoleonov brat, ne, torej Jozef. In podpira neodvisnost. Ne. In glejte, ko je med drugo svetovno vojno kitajski voditelj Čang Kajšek prišel v Indijo, ne, se je sestal z vodilnimi predstavniki kongresa. Ne. Že takrat je pravzaprav bilo jasno, da tukaj nastaja en nov svet. Ampak med drugo svetovno vojno, ne, ameriški politik Wendell Willkie napiše knjigo En svet. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Ne? Torej, ameriški predsednik Roosevelt v začetku leta 1941 govori o 4 svoboščinah. Ne? Mišljenja oziroma verovanja, govora, potem prostost pred stisko in pred strahom. In o vsaki doda kjerkoli na svetu. Torej, tudi Zahod je na neki način prišel do tega, da po starem ne gre več naprej. No, torej, in se je poskušal v to vgraditi tisti, ki so bili modri. Ne, seveda, tisti, ki so bili pa manj modri, tisti so se pa bojevali potem v kolonialnih vojnah. Ne. Ampak poglejte, ne, 47. leta Indija, neodvisna, ne, torej, to ni veliko hujši boj je potem med Pakistanom in Indijsko republiko, kot pa z Britanci. Ja. Ne, torej, vendarle to je neka situacija, ki jo ne moremo pričakovati v 19. stoletju. Ne. Ali pa če mi pomislimo, nekako Mussolini še malo prej osvoji brez resnega protesta, ne, torej, ali pa verbalni protesti tu in tam že, ne, Etiopijo, ne, mislim, z bojnimi strupi in tako naprej. Ne. Torej, svet se vendarle je globaliziral v tem smislu, da recimo ta imperialna miselnost propada, ne, ampak ne samo na Zahodu. Vsej ti imperiji, tudi recimo ruski, recimo ali Kitajska, sploh poskuša biti imperij ali svetovni imperij. Henry Kissinger, ne, torej govori o tem, kako se bo vloga zmanjševala, ne, ZDA in on, ki je izmed arhitektov te moči, globalne moči Združenih držav Amerike. Ne. Tako da je tole, o čemer govoriva, vendarle zgodovinska knjiga, ker govori o imperiju, ampak seveda govori o imperiju, ki je drugačen od tistih imperijev, o katerih se učimo v šoli. Ne, torej, ker ti evropski imperiji, to so šibki imperiji, ne, pravzaprav to s par ladjami ne pridejo, tam nekega guvernerja nastavijo, ne, potem in tule je drugače, ne, ker, glejte, Osmanski imperij je vendarle zemlja v enem kosu. Ne, evropski imperij na tej obali je en kos, Portugalske, ne, kaj se vem, Angola, Mozambik,
Timor, ne, recimo, ne. Tu imamo nekaj, tam imamo nekaj, ne, skratka eno parcelo, ne. Bolj vse skupaj izgleda kot en privatistični biznis, ne. Torej, ta imperij je seveda drugačen, ne, ampak tudi čas takih imperijev, kot je ta, se je iztekel. Danes so drugačni načini, če hočete, hegemonije, ne, ali pa tudi vprašanje je hegemonija še pravi pojem, ne. Če za zaključek pogovora skušava odgovoriti na izhodiščno vprašanje, ne, ki sem ga zastavil. Ja. Se pravi, zakaj je za razumevanje današnjega sveta dobro brati knjigo, ki se ukvarja s 15. stoletjem in potem naprej? No, na neki način sem tako rekel že, ne, da takole se ne bo več odvilo, ne, ampak da razumemo, zakaj je svet v določenih predelih takšen, kot je, kako je to nastalo, ne, odgovori so velikokrat v zgodovini, ne, in seveda, zakaj sploh brati knjige, ne, torej, to je tisto temeljno vprašanje, da človek izve nekaj o oblikah človeškosti, človeškega življenja, sobivanja, ki je bilo drugačno, ki je drugačno od tistega, kot ga poznamo mi, in da je tisto drugačno sobivanje bilo v nekem krogu, v nekem času običajno. Torej, razsežnosti človeškega, odnosov med ljudmi, načinov organizacije sobivanja, od tisto, čemur rečemo danes družba, pa je bil takrat recimo stanovski red, pa je bila mogoče recimo v tem turškem imperiju situacija bližje moderni družbi kot v stanovskem redu Evrope. Torej, da sploh vemo nekaj o tem in da nismo prepričani, da je to, kakor je danes, samoumevno, najboljše in ne vem kaj. Ja, zato bi rekel, da je vredno brati takšne knjige. Ta knjiga je dobro napisana, ne. Pustimo zdaj, ali se strinjamo ali se ne strinjamo, ampak z vsako trditvijo. Ampak predstavljen je tudi nek način razmišljanja, sugestivno predstavljen, postavljena so vprašanja, ki so bistvena seveda za nas, ki malce zadrgeta tista slika, ki jo imamo kot samoumevno, ker smo se naučili nečesa v šoli. To so vse zelo dobri razlogi za to, da takšno knjigo vzamemo v roke. Pa seveda tudi to, o čemer kot sem videl, vas je najbolj vznemirilo, recimo, paralele s sodobnim svetom, ne. Torej, jaz, ki živim v srednjem veku, pa vzporedno nekaj v zgodnjem novem veku, pa nekoliko v rimski dobi, ne, bom našel mogoče neke druge izzive za branje, ne. Vendarle, da branje je tudi takšen način spoznavanja, seznanjanja z nekimi drugačnimi svetovi, da, ker si prisiljen misliti, je to intenzivnejše. Na neki način zaživiš s tem, ne. In ta knjiga to, jaz mislim, da kar dobro omogoča. Spoštovani profesor Igor Grdina, hvala lepa za zanimiv pogovor o knjigi Alana Mikaila z naslovom Božja senca in pod naslovom Sultan Selim, njegov Osmanski imperij in nastanek novoveškega sveta, ki bo v prihodnjih dneh prišel na police v založbi Beletrina. Hvala vam za to, da ste mi dali priložnost govoriti o stvari, o kateri še nisem govoril. Hvala lepa. Beletrina. V živo.